Želi si, da bi se razmere na meji med Pakistanom in Afganistanom normalizirale, potem ko so se odnosi med državama v zadnjih mesecih močno poslabšali. To ni prvič, da je Rusija ponudila posredovanje med državama, saj bi nestabilnost ob meji lahko ogrozila ključne gospodarske koridorje. Rusija ostaja edina država, ki je uradno priznala talibansko vlado v Afganistanu. In z nami, da bi o tem razpravljali, je naša višja dopisnica Owen Altman. Owen, kakšen vpliv, kakšen interes in kakšen vzvod ima Moskva tukaj v resnici? No, zanimivo, Bianca, dogaja se nekaj različnih dogodkov hkrati in to je le del večje slike. Hkrati s tem, na konferenci v Rusiji so ruski uradniki podpisali obrambni pakt s Talibanom. Rusija je edina vlada na svetu. Ruska vlada je edina vlada na svetu, ki priznava Talibane kot vlado Afganistana in podpisuje obrambni pakt za vojaško zavezništvo. In nekateri evropski mediji, Bianca, se celo sprašujejo, ali bi lahko, tako kot smo videli severnokorejske vojake, ki so se borili skupaj z Rusijo v vojni v Ukrajini, videli tudi borce Talibana, ki bi se borili skupaj z Rusijo v vojni v Ukrajini. In ali je to motivacija Rusije za ta obrambni pakt s Talibani? A obstaja lahko še en razlog. Rusija je vedno gledala na Afganistan kot na del svoje razširjene bližnje tujine, če lahko tako rečemo, kaj ne? Meži na Srednjo Azijo, ki nato meji na Rusijo, če se vrnemo v leto 1979 in sovjetsko invazijo, ter nato vojno skozi 80 leta. Tako je to morda tudi poskus Rusije, da bi že v kali zatrla prisotnost ISIS-a v Afganistanu, našla način, kako jo nadzorovati, da se ne bi razširila v Srednjo Azijo, kot pravijo ruski uradniki, da jih skrbi, da bi se to zgodilo, in nato naprej v samo Rusijo. Torej bi Rusi morda želeli pomagati Talibanom, da prevzamejo nadzor nad svojim ozemljem, še posebej pa nad severnim delom tega ozemlja, ki je najbližje Srednji Aziji in kjer je prisotnost ISIS-a. In pri tem, kaj bi lahko pomagalo Rusiji? Če ne bi bilo vojne med Pakistanom in Talibani, če bi bila ta meja mirna, bi lahko Talibani sredstva, ki jih bodo dobili od Rusije, bolje uporabili na severu, kar bi pomagalo Rusom in njihovim interesom v tistem, kar vidijo kot svoje razširjeno bližnje tujino. V vsakem primeru se vojna med Pakistanom in Talibani ne bo kmalu končala. Obe strani sta se prejšnji mesec srečali v Urumčiju, v Xinjiangu na Kitajskem, na pogovorih. Kitajci so bili dejavni pri posredovanju v tem konfliktu, vendar niso dosegli dogovora. Pakistanci v bistvu, Bianca, obtožujejo Talibane, da sodelujejo z Indijo. Sodelujejo z Indijo pri čem? Talibani podpirajo islamistične militantne skupine v Pakistanu. TTP je glavna skupina, ki izvaja teroristične napade v Pakistanu. Pakistanci pravijo, da so Talibani za tem. Talibani pravijo, da niso. In v vsakem primeru pravijo, da ne morejo nadzorovati TTP. In tako Pakistan napada iz zraka. Združene države pa Pakistanu v bistvu dajejo zeleno luč za to. Rusija želi posredovati, ustaviti konflikt na jugu in preusmeriti pozornost Talibanov na sever, kar bi pomagalo zaščititi rusko domovino. Prav, Owen Altman, najlepša hvala, da ste nam to razložili. In če ostanemo v bližini Afganistana in v sami državi, se ta sooča z rekordno stopnjo lakote. Več kot 4,7 milijona ljudi, to je več kot desetina prebivalstva države, je le korak stran od lakote. In po podatkih ZN, 3 od 4 ljudi ne morejo zadovoljiti svojih osnovnih potreb. V najhuje prizadetih območjih, kot je provinca Havar, zgodbe očetov, ki se soočajo z grozljivo izbiro, ali pustiti svoje otroke umreti od lakote, ali prodati eno od svojih hčera v zakon, da bi zagotovili preživetje družine, so žal vse pogostejše. To se dogaja, medtem ko novi zakon o zakonski zvezi še dodatno omejuje pravice in svoboščine afganistanskih deklet in žensk. Za več informacij o tej temi se nam pridružuje Viktorija Fontan, sopredsednica Zveze za izobraževanje žensk v Afganistanu. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Zdi se, da imamo tukaj dve vzporedni zgodbi. Talibansko vodstvo, ki brez zadržkov omejuje svobodo deklet in žensk, ter kulturne norme in dejanske razmere na terenu, kjer se ljudje soočajo s hudo lakoto in ne morejo preživeti. Nevaren koktajl za dekleta v Afganistanu. Ali opažamo porast teh prisilnih porok? Hvala, da ste me povabili in osvetlili to grozno situacijo. Porast je opazen. Prodaja otrok, prodaja deklet za poroko je bila v Afganistanu vedno prisotna. Toda zaradi obupne situacije, s katero se soočajo družine v provincah, zdaj ponovno prihaja do porasta tega pojava.
To je posledica zmanjšanja mednarodne pomoči, ki traja, odkar je v Združenih državah oblast prevzela nova administracija. To je močno vplivalo na situacijo, na gospodarski položaj Afganistancev. In seveda je to posledica katastrofalnega pomankanja infrastrukture in politik strani vlade talibov, ki ne zadovoljujejo potreb prebivalstva. Priča smo porastu različnih nadlog, s katerimi se država sooča. Porastu Kriminala. in to je nevaren koktajl za družine, ki skušajo preživeti iz dneva v dan. In to ni samo v provincah. To je tudi v Kabulu, kjer imajo celo družine srednjega razreda težave s preživetjem. Torej, ali bi dodatna prehranska pomoč in humanitarna pomoč preprečili, da bi družine prodajale svoje otroke, ali pa gre za globlji temeljni problem? To je zelo globok problem. Seveda je to posledica pomankanja gospodarskega razumevanja strani talibanskih de facto oblasti. Država propada na vseh ravneh. Zelo malo je izvoza, zelo malo je na voljo valute. In Afganistanci zdaj živijo od nakazil, ki jih pošiljajo družinski člani iz tujine. In tako, veste, ker je gospodarstvo na mrtvi točki, dejstvo, da polovica prebivalstva, več kot polovica prebivalstva, ne more delati, ker ženske ne morejo pridobiti izobrazbe, pa tudi ne morejo delati. To ustvarja to težko gospodarsko situacijo. In seveda tudi druge države, ki imajo odnose s talibani, izkoriščajo to gospodarsko situacijo in izkoriščajo nekatere naravne vire. Govorimo kitajski. In zaradi dejstva, da talibani se glede svojih naravnih virov ne pogajajo dovolj preudarno, to seveda pomeni, da je gospodarstvo na mrtvi točki. Tako da je trenutno za Afganistance res pravi vihar težav. In se ne izboljšuje. Dala vam bom samo en primer. Ena od naših sodelavk, družina v Kabulu, jim je v hiši zmanjkalo stvari, ki bi jih lahko prodali. In veste, nimajo več niti kavča, ker so prodali vsak kos pohištva, ki so ga imeli, samo da so se lahko prehranili. In govorimo o družinah srednjega razreda v Kabulu. To je zelo težko slišati. Te zgodbe so srce parajoče. Ampak kaj lahko stori mednarodna skupnost? Kaj lahko storijo organizacije za človekove pravice? Ali obstaja način, da bi lahko izboljšali situacijo? No, jaz mislim, da bi morala mednarodna skupnost bolj pritiskati na vlado, da vključijo različne dele prebivalstva, izobražujejo ženske in jim omogočijo delo. In če bi se gospodarstvo izboljšalo, bi se seveda položaj mnogih spremenil. Tako da mislim, da je večji pritisk mednarodne skupnosti izjemno pomemben. In tudi ne priznati te vlade, ampak postaviti pogoje za priznanje. In pogoji bi seveda bili, da so vključeni različni deli prebivalstva in da se upoštevajo naravni viri države. V redu, Viktorija Fontan, na koncu smo vas izgubili, ampak najlepša hvala za vaš prispevek in za to, da ste osvetlili to res težko vprašanje. Gremo naprej. Ruski predsednik Vladimir Putin je bil danes v Astani na pogovorih s kazahstanskim predsednikom Tokajevom, medtem ko so letala med sprejemno slovesnostjo celo izrisala rusko zastavo na nebu. A glavna novica tukaj je energija. Rusija in Kazahstan sta podpisala sporazum o izgradnji prve jedrske elektrarne v Kazahstanu. Projekt naj bi stal okoli 15 milijard dolarjev, pri čemer naj bi Rusija po poročilih financirala približno 85% prek izvoznega kredita.